Po preložitvi prvenstvenega derbija proti Olimpiji je bila v Ljudskem vrtu na sporedu pripravljalna tekma proti Nacionalu, portugalskemu prvoligašu, ki je na pripravah v Mariboru. Tekma proti Nacionalu je pomenila priložnost, da se tudi uradno poslovimo od dveh nogometašev, ki sta po koncu prejšnjega prvenstva zapustila NK Maribor. Rene Mihelič je vijoličastem odigral 172 tekem, Dejan Školnik 87. NK Maribor se je obema zahvalil za prispevek klubu in ima spominskima dariloma zaželel srečo na novi poti na Portugalskem. Predtem pa je bil še trenutek svečanosti strani nogometnega kluba Nacional. Pri moštvu z Madeire so zelo zadovoljni s pripravami v našem mestu, njihov podpredsednik Cris Tequeira se je s priložnostnim darilom zahvalil klubu za zgledno sodelovanje, ki traja že nekaj časa. Tako pozdravimo v ekipo Nacional Madeira in NK Maribor. Dogajanje na igrišču je bilo zanimivo, živahno. Končalo se je s 5:2 za Nacional, ki je s tem v najmočnejši postavi opravil generalko pred začetkom portugalskega prvenstva. Ne glede na končni razplet, pa smo videli precej zanimivih zadev strani naše pomlajene ekipe, kjer so denimo v obrambni vrsti igrala fanta iz mladinske šole Krajnc in Rola. Enajsterica iz Edinburga je medtem počivala. Končana je prijateljska tekma med NK Mariborom in Nacionalom z Madeire, zmago gostov 5:2. Naslednja tekma NK Maribora tukaj v Ljudskem vrtu bo prihodnjo soboto ob 18. uri, ko bo v Ljudskem vrtu gostovala vodilna ekipa prve slovenske nogometne lige Nafta. Hvala lepa za obisk in lahko noč. Po koncu tekme pa smo pred kamero povabili oba naša nekdanja člana, zdaj legionarja na Portugalskem, Rene Mihelič in Dejan Školnik, pogovoru za nkmaribor.com. Tako, vrnila sta se domov, ne? Kakšni so bili občutki igrati proti nekdanjemu klubu? Res je, vrnila smo se domov, bil je lep občutek igrati spet v Ljudskem vrtu pred to publiko, ki je res fenomenalna. To so dokazali tudi na teh evropskih tekmah, ki je bilo res fenomenalno. Sem gledal tudi neke tekme po televiziji, ampak res fenomenalno vzdušje je bilo danes in lepo je bilo igrati na tem terenu. Pa vedno se je lepo vrniti, seveda, tu pred domačo publiko, tukaj smo vzgojeni, to nam je v srcu, tako da, kaj se tega tiče, je res fenomenalno. Na začetku je bilo malo pač čudno, si na nasprotni strani, ampak potem se to na igrišču hitro pozabi in pač potem stvari potekajo normalno dalje. Z vama je že nekaj tednov na Portugalskem, prvi vtisi? Pa super je vse, ekipa je super, dobro so nas sprejeli, tako da nima dobenih problemov, vse je super. Ja, res, fantje so res bili tako kot treba, ni bilo dobenih težav. Tudi je veliko iz bivše Jugoslavije, tako da so nam ti fantje zelo pomagali in tako da smo se hitro vklopili in potem je bilo vse lažje. Ste se že namestila, se je poiskala stanovanje? Ja, jaz sem že našel stanovanje, Dejan še ga išče, tako da počasi bomo tudi to vse uredili. Zdaj, tako je kot Miha rekel, ko se vrne bom to uredil in potem bo vse lažje. Začetek na Portugalskem bo zanimiv, ne? Najprej gostovanje, pa prva domača tekma, takoj proti Benfiki. Res je, mislim, da je dokaj težko prvenstvo, tudi začetek nam glih ni najbolj lahek, tako da se srečamo z Benfico, Guimarãesom, Portom in Sportingom v prvih 6 kolih, tako da bo težko, ampak upam, da bomo čim boljše odigrali in osvojili čim več točk. Kaj bi rekel, pač to so velike ekipe, ampak mi na teh tekmah nimamo kaj izgubiti, lahko samo pridobimo, tako da čim več število točk bomo osvojili na teh težkih tekmah, samo za nas bo boljše. Oni so ti, ki morajo na teh tekmah zmagati, nam pa je že neodločeno uspeh, tako da upamo na najboljši. Kako za razdalje zdaj spremljate rezultate Maribora v Evropskem pokalu? Pa gledala smo vse tekme proti koncu na internetu, tako da vse spremljamo. Maribor res igra fenomenalno in čestitam za te fenomenalne rezultate in upam, da se uvrstijo v Evropsko ligo.
Ja, kot je Miha že rekel, redno spremljamo, tako da smo o vsem obveščena in samo želimo s bivšim soigralcem vse najboljše, tako da tudi sedaj Palermo, dobra ekipa, ampak niso nepremagljivi. Po koncu priprav pa zdaj v bistvu oba gresta v reprezentanco, pa potem na Portugalsko. Še kaj posebnega, pozdrav komu doma? Pa ja, seveda pozdravljam vse domače, res nisem jih videl en mesec, sedaj je res bil lepi trenutek, da smo se vrnili v Maribor, da smo se videli po dolgem času, ampak to je profesionalizem, to je takšna stvar, moraš pač pozabiti na to in iti dalje. Ja, seveda, družina je tista, katera ti vedno največ pomeni, ampak vedno si v kontaktu z njimi, tako da danes je pač to vse lažje, internet, tako da glede tega ni prevelikih težav. Ostalo pa bo vse prišlo.